Pisalo se je leta 1992. Ta barabe bo pa naš dijak. Razlog za to je tičal v prepričanju, da je Slovenija nekompatibilna z bolj avtoritarnim sistemom samoupravljalnega jugoslovanskega socializma. Takrat so nam razne figure naše hudo čislene osamosvojitve obljubljale, da je samo še vprašanje časa, kdaj bomo postali utopična, liberalna, človekoljubna kapitalistična nacija. Več kot 30 let pozneje so se izpovedi teh malikovalcev svobode več kot očitno izpolnile. Slovenija je po ravni korupcije v samem vrhu evropskih držav. Verjetno ni treba posebej izpostaviti, da se posledično približuje tudi rekordnim procentom družbene, ekonomske in politične neenakosti. Vsi ti dosežki so plod naše kompradorske buržoazije, se nacionalne sploh več nimamo, iskreno. In ta kompradorska buržoazija letno iz naše države izvozi za milijone evrov javnega proračuna, ki bi ga lahko na rodni zemlji porabili za reševanje lakote, revščine, gradnjo stanovanj, vlaganje v socialne storitve, tehnološki razvoj in na splošno za pohod v svetlo prihodnost. Stanje družbenega razbrezupa in dekadence pa nas ne more presenečati, če se ozremo na servilni značaj slovenske zunanje politike. Ena izmed glavnih predpostavk slednje je, poleg brezhrbteničnega kimanja, še bolj brezhrbteničnim bruseljskim politikom, sužnje Washingtonovih apelov, brezpogojno obvarovanje mednarodnega orožarskega kartela NATO. Saj veste, svetovnega policaja, ki nam ga v tašnih ali drugačnih medijih poskušajo naslikati kot mednarodno organizacijo, ki se zauzema za mir, demokracijo in človekove pravice. Če ne zlepa pa zgrda, z metanjem bob z osiromašenim uranom, na domnevno avtokratske režime z izvajanjem atentatov in sabotaž, tihotapljenjem drog in fizičnim kulturnim uničevanjem ter ekonomskim zasužnjevanjem celotnih nacij. V zadnjem času lahko vidimo, da nas je humanitarna organizacija NATO za voljo pristnega človekoljubja pripravljena celo raztopiti v peklenskih parah in sajah jedrske zime. Od trenutne koalicije strank v našem parlamentu v resnici nisem zares pričakoval, da bodo upale gristi roko, ki jih hrani. Vse zadnji kreoristični zagrezanci, kot so Tanja Fajon, na vodenje zunanje politike ne gledajo kot na možnost sklepanja kompromisov in dejanskega miru, ampak kot sredstvo za nabijanje političnih točk, kar je mogoče videti tudi z opovzemanjem popolnoma neoriginalnih stališč od ljudi, kot so nemška ministrica za zunanjo politiko Annalena Baerbock, ki je Rusiji onkraj za to pristojnih ogranov kar sama napovedala vojno. Za politike, kot so Fajon in podobni, so take izjave očitno samo šov, ki ga lahko naložiš na Facebook ali Instagram. Po drugi strani pa preprosto razum, zakaj se seveda z redko pozitivno izjemo pravih borcev in bork proti imperializmu, ki ste danes tukaj, proti NATO-vi politiki, smrti izrecno ne opredelijo glave naših medijev in intelektualne smetane. Če že ne enačijo zahodnega imperializma s prav tako škodljivim ruskim ali pa kitajskim, samo Bog ve, kje tiči sledi, ljudi moji. Ljudje, kot so na primer pop filozof Slavoj Žižek, s pavšalnimi in enostranskimi analizami reciklirajo najbolj poceni poante o temu, da je NATO zadnji branik evropskega pred zahodnim ideološkim udarom tako imenovanih avtoritarnih nezahodnih režimov. Fuj, Žižek, fuj! Zizek! Vsi tisti, ki se v vladah mednarodne politike zavzemamo za načelo recipročnosti in multipolarnosti, smo pa fašisti, saj s tem bojda kimamo vsakemu početu držav, kot sta Rusija ali pa Kitajska. Pa vam nekaj povem, veliko nas je to vrstnih fašistov očitno. Onkraj evrobirokratov in njihovih gospodarjev iz Washingtona na desetine držav globalnega juga, skupaj z okoli 6 milijard prebivalcev, 87% celotnega svetovnega prebivalstva, ne podpira financiranja in oboroževanja nacističnih vojn smrti v ameriški proksi vojni v Ukrajini. Tako je! Vojna merila eurocentristov in zahodnih propagandistov padajo, če se pol pretekle geopolitične situacije lotimo analizirati na konkreten materialističen način. Vojaške intervencije in pod NATO nimajo za svoj cilj zgolj popolnega uničenja civilne, energetske in ostale kritične infrastrukture napadenih držav. Destabilizacijo sovražnih režimov zahodni imperializem srka vase poceni delovno silo in surovine in s tem veča svoj trg. Prevlada slednjega omogočata prav ameriško dominirane institucije, kot sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, ki podpirata hegemonijo dolarja, s tem pa ameriški ekskluzivizem.
Ponavljam, ameriški ekskluzivizem, saj samo hegemonija ZDA temelji na unipolarni viziji sveta, ki mu lahko vlada izključno tudi kapitalistični determinizem pod oprego Washingtona. Sprašujem se, zakaj malikovalci človekovih pravic niso obsodili ZDA, ko se je v 50 letih prejšnjega stoletja nelegalno vmešala v volitve na jugu Korejskega polotoka in podprla fašista Reja, ki je razdelil korejsko ljudstvo in ga popeljal v bratomorno vojno. Ali kdorkoli od teh malih opomni strahovitega pokola milijonov Indonezijcev pod zastavo demokratično izvoljenega Sukarna, ki ga je s pomočjo ameriške osrednje obveščevalne službe izvedel fašist Suharto? Kako razložiti, da po stoletji kolonializma na afriški celini še vedno več kot 400 milijonov ljudi živi pod pragom revščine, brez pitne vode, več kot polovica kontinenta pa sploh nima elektrike? Še bo lahko nadaljeval s takimi vprašanjem, ampak verjetno štekate. Ne vem, kako oboževalci liberalne demokracije in NATO odgovarjajo na ta vprašanja. Lahko pa rečem, da sta Kitajska in Rusija in bivša Sovjetska zveza že od nekdaj podpirali pravico omenjenih in mnogih drugih narodov globalnega juga do samoodločbe in suverenosti. Gradili so jim kritično infrastrukturo, ceste, šole, bolnice in pristanišča, torej vse nujno, kar so te države potrebovale in kar so jim uničili kolonialisti. Kitajska, Rusija, Sovjetska zveza sta to počeli, ker sta lahko. Iz solidarnosti do držav, ki so se podobne, kot so se same, osvobodile izpod jarma domačih in tujih izkoriščevalcev. Njih namen v teh državah ni zakreditirati in zasužniti, kot to počnejo institucije zahodnega imperializma. Tisti, ki skušajo Kitajski in Rusiji naprtiti najhujše zločine proti človeštvu, trpijo za štokholmskim sindromom. So ravno morilski modus operandi NATO ne vidi drugega kot kopičenje profita z razširanjem pogube vse posod po našem planetu. Poziv po ukinitvi genocidnega orožarskega kartela po imenu NATO je torej integralen del vsakršne poštene, načelne in humanne politike. Naši politiki se ne morejo pretvarjati, da delajo dobro, če pa spodbujajo izvažanje mizerije na tuje tla, seveda na račun blagostanja svojega ljudstva. Rešitev proti temu je lahko zgolj od Bruslja in Washingtona neodvisna zunanja politika, ki pa je Slovenija kot kvazi samostojna nacija že desetletja ni zares uživala. Slava Rusiji, slava SFRJ!